Živijo, to je podcast podrobnosti, epizoda 1, 2, 3. Živijo že, Bog je verjetno žal, da ni mogel reči 1, 2, 3. Ja, to. From New York to Germany. Ja, to je, mislim, ne vem, če bila numerologa, bi že spet lahko rekla, ampak pač nisva, tako da tako je življenje. Ja, je pa lepo zaporedje, lepo narašča in potem se abruptno ustavi po 3 korakih. To je dosti res. Pokaže, da napredek je mogoč, ampak konec pride nepričakovano. Zakaj so midva danes pižamc? Midva so tukaj zato, da najprej povabimo ljudi na vse naše spletne izpostave, in sicer na aparatus.si, na aparatus legitimno FB skupino in pa seveda tudi aparatus.si, oboje na Facebooku in na Twitterjih smo na aparatus _si in na podrobnosti _si in pa seveda ta podcast je bil posnet v živo, tako da podpri.si. Hvala. Zelo lepo povedano, se temu reče. Ja, in ravno zato, ker je bil posnet v živo, danes ni Bokija tukaj, ker bova midva sam na hitro naredila intro. Namreč vse skupaj, kar boste poslušali danes, je ena oddaja, ki imamo na zalogi že skoraj celo leto. Snemali smo 25. oktobra lani na Ljubljanskem gradu, ko je bilo še Cankarjevo leto, 100 let njegove smrti, in so vmes me povabili, če bi jaz kaj pripravil, kakšno stvar o Cankarju, in se smo, dajmo tele podcaste narediti, ker ni treba toliko se pripravljati, kot če bi sam mogel pol ure ali pa 3/4 ure o čem govoriti. In je bil Anže za, in sva povabila še Aljoša Harlamova, ki ga verjetno poznate kot enega od 3 agentov Oboda, sicer pa v prostem času dela na Cankarjevi založbi in se nam je zdel zelo primeren za to. Preveč se je poklopilo, če je treba o Cankarju govoriti. Je pa res, da to ni vse, kar imamo danes zapovedati, ne? Namreč zakaj dajemo to oddajo šele zdaj ven? Zaradi tega, ker bi dva poslušalca imamo, ja. Zato ker bi oba poslušalca, midva z Anžetom vaju rada povabila na Ljubljanski grad ponovno. Unem gor je bilo toliko všeč, da sicer ne vemo kaj, ampak bilo jim je toliko všeč, da so hoteli delati še z nami. Tako da 17.10. ob 6. popoldne bomo na gradu snemali podcast z naslovom Habsburžani in drugi plemeniti rodbinari, kjer se nam bo z Anžetom pridružil stari znanec podrobnosti, glav in podobnih stvari, ki se obadajo s historijo, sicer Roman Vučajank. Klepetali bomo o Habsburžanih, potem pa še o dejanskih, pa tudi izmišljenih aristokratskih rodbinah, a so res tako posebni, kot mislimo, da so, in upamo, da bomo dokazali to. Potem pa še 14.11., se pravi novembra, bomo še enkrat gor, je pa gradovi, donžoni, bastije in Bergfridi. Se bomo pa pogovarjali o zgodovini Ljubljanskega gradu in pa drugih gradov, dejanskih, literarnih in filmskih. Gostja pa bo Hanna Stupica oziroma Hans iz opazovalnice, ne? Res je. Zdaj pa po temu dolgemu introtu še enkrat poveva, tole pa je epizoda, kjer smo se jaz, pižamc in Aljoša Harlamov pogovarjali o Ivanu Cankarju. Tako da ti zdaj rečeš tisto, kar ponavadi Boki reče. Pejte si po kavico, pustite jo nespito, poslušajte, Anže, ti pa štarti zadevo. Tako zgledaš profesionalc. Moraš z mezinčkom. Ja, danes bomo govorili o Ivanu Cankarju, ker, tako kot je bilo rečeno, Aljoša je 2 doktorata, a sem prav, ali enega, samo enega imaš? Ne, iz 2 romanov, 2 romana sem vključil svoj doktorat. Ja, okay. Zato veliko ve. Pižama je naredil predstavo, pa dolga je na naslovko svoje knjige. Jaz sem bil pa v Cankarjevem domu ene parkrat. Tako da pedigre imamo. Načeloma bi pa na začetku začel
ker jaz to vse vem, da se ne bom ponavljal, z ključnim vprašanjem za današnji pogovor. Kdo je Ivan Cankar? Kdo je res Ivan Cankar? Ivan Cankar je prvi slovenski influencer, če ostajamo pri teh internetnih. Dejansko je bil, bom takoj povedal, zakaj influencer, ampak bil je tudi dejansko, on je bil prvi slovenski pisatelj, ki se je preživljal izključno s pisanjem. Čeprav jaz ga imam to na sumu, da to boš verjetno ti potrdil, da polovica denarja je bila iz honorarja, od pisanja literature, druga polovica denarja je bila pa od pisanja pisema, imaš kaj za posodati. Ker nam so to, mi, ki smo ustvarjali tega Cankarja v stripu, so nas pelali v Nuk in rokopisne zbirke in smo tam gledali te njegove zveščiče, pa da so rekli, da so vsake dolg časa, kdo pride v kakšen antikvariat, pa reče, jaz sem pa te najdu eno Cankarjevo pismo, ki pros za denar in mu reče, tega imamo preveč, to ni nič vredno. S tem se ne bo zaslužil. Je pa influencer, zakaj influencer? Dejansko je, pa mislim, da je služil bolj kot te sodobni influencerji, vsaj večina le njih, ker je imel zastonj stanovanje in hrano in za pijačo nisem čist ziher na Rožniku, ker je dejansko toliko ljudi ga hodili gledati, kako ustvarja, hotel se je družiti z njim, ne vem, zdaj so prinesli kakšno skico, da so selfie pol naredili, pred špeglom ali to je sicer trajal. Fitness program na Rožniku. Ampak dejansko je zelo veliko ljudi se je gor obrnil zaradi njega. Glede na to, koliko je on spil pa pojedel, so še zmeraj imeli zgubo. Kako, čak ti imaš ti zapisan, kako je že on zatrkoval? Veš kaj, on je imel eno tako zelo, jaz rekel, zdaj cankarjansko rutino, kako je on pisal. O tem piše Glavan v teh pismih iz Slovenskih Goric na Rožnik. Kjera založba je to izdala? To ni pomembno, ta trenutek. Ker je mladinska, ne Cankarjeva. Tako je, ker ni moja. Skratka, on je vstajal zgodaj zjutraj, že ob 6 zjutraj, pisal je vedno nekako od zajtrka do kosila, zajtrkoval je 2 čaja z rumom, z dvojnim rumom, a brez kruha, to je zelo pomembno. Potem je malo povasoval pri rednih jutranjih tarokistih, ki so prišli ponavadi zjutraj odigrati eno partijo taroka. Ob 10 je dobil malico. To je bilo ponavadi eno jajce ali košček šunke. Spolje od 6 do 4 tarok igral v resnici. V resnici je še opazoval karakterje ljudi. Anže, lepo prosim, to pisatelji počnejo. A si pregledal, kaj Truman Capote pa te stvari, veš kako? Tam. Ne, ampak, sem še to, če ob 6 je vstal, ob 10 je imel zajtrk. Tako nekako, Okay. Ne, zjutraj je ob 6. Zjutraj je takoj, mislim, jedel. Dvojni rum, čaj s dvojnim rumom, brez kruha. Pa 2 čaja s dvojnim rumom, to pomeni 4 rume v resnici. Kalorična vrednost je, ne? Po moje še to malo preveč, skoraj tako. A res, a malo? Ne vem. Ne delam dietnih. Koliko pa ti spiješ zjutraj? Premalo. Hramo samo enojni rum. Brez čaja. Brez čaja. S kruhom, ajde. No in potem je zmer tudi pil seveda brizgance, se pravi špricerje ob pisanju, in kasneje vstajajo pa je tako zgodaj, ravno zato, ker je pižama rekel, ker popoldne so pa ljudje začeli prihajati in ni mogel več pisati, ni mogel več normalno delati, ker so preprosto ljudje ga toliko oblegali, on je bil pravzaprav kot en Kristus tam na tej kalvariji Rožniku. Spet, tam. Ja, tam sta bila. Recimo, da ni zgori brez hoda. To je bila ta razlika. Pa rečemo, da je spil več vina kot vode. In potem so ga preprosto toliko motili, da preprosto ni mogel pisati popoldne. Tako da je on imel eno tako rutino in v njegovih pismih, ki je tudi pižama recimo menja, meni eno najbolj zabavnih pisem je, ker njega so prijatelji ful, ki je živel v tej gostilni, so ga hoteli odvaditi od tega okolja in so ga poslali, plačali so mu izlet na Bled, pa malo po Gorenjski, pa so ga ljudje vodili v hribe in tako in skrbeli zanj. Ampak seveda, on je vsake toliko cajta pobegnil in je bil v neki gostilni in je pil in žingal in polk je prišel čez par cajta nazaj in bi spet rad šel malo krog, moj doktor Tuma, recimo njegov levičarski kolega mu je pisal, da ne,
da ga noče več imeti, zato ker je preprosto sam hodil pit okrog in ni nič se zdravo. Ne? Ampak Cankar mu je zelo dobro napisal nazaj, poslušaj, no, ne dobesedno, da se razumemo, ne? Ampak poslušaj človek, jaz pravkar podpisujem svojo 25. knjigo. Ne? Vi govorite, koliko jaz pijem, ampak jaz tudi pišem. Ne? Tako da pri njem je to ni tako enoznačno. Ne? Pač dober, velik je bil res tako razuzdan človek, ampak nekje vmes je pač pisal. Jaz ne vem, kje, očitno zjutraj, no, ampak pač to je noro. No. Po ta roku pa pred obleganjem. Tako, nekje tam. To me zdaj spomni na to, kar mislim, da je Kozmo nekoč razlagal svoj ustvarjalni proces, ne pač, da se usede za računalnik, a Tomaž Gosmač, berete super kratke zgodbe in iz Idrije. To je pomemben podatek. In ena najboljših njegovih zgodb je videti žiri in umreti. Rekel več, da začne piti to bevandico, ne, in piše zraven. Ne, in mislim, da spije do 3 litrov bevande, ali kako, ampak da uno, kar spi med pol litra pa 2 litroma, tisti je uporabno. Tisti je pa uporabna literatura. Meni je kul, da rečeš 4 litre bevande, bo vsi kar poslušamo. To je normalno. Ja, zdaj, če preračunamo to v čaje z dvojnim rumom, koliko je zdaj ta valuta. Recimo, ne, se tudi Župančič ne mu je pisal, zdaj tega ne vem točno na pamet, kako je to Maroza, ki imamo ta Cankar strip, performance, zdaj rekel, kako ga je Župančič mu pisal, ne, da ne pusti ta tobak in alkohol in ne gre v naravo in da bo znova zaživel, ne, ko se bo navdihal tega svežega zraka. Je pa tudi gor, ne, zelo veliko nekih teh napol apokrifnih zgodb o Cankarju. Kaj se dogaja, je ta legenda, ne, da si je, kadar je imel denar, kot se lepo po slovensko reče, nek se vidi razkoš, da si je naročil 2 koči in v eni se je pelal na rožni konj, v drugi pa njegova palca, špacirštok, ne, pa klobuk. To je, kva? 2 kočije. 2 kočiji. Ja. Cankar. A si ti nikoli nisi naročil 2 kavalirjev? Ja, recimo. Za do Radia Slovenija. Ja. Pridite v Savca Pome, ne, ja. In v enem si ti, v drugem pa tvoj longboard. To je Krist. Lahko samo eno stvar vprašam, že spet jaz se ful obračujem, ampak jaz prvi, kako si prej rekel, da se po slovenski špricarju reče? Brizganec. A to, kva? Jaz to prvi slišam, a to res? O moj bog. Ja. A ti si bral, kdaj je Cankar, tako mi glede? Ok, se obračujem. Včasih si imel, ne, a mu razložimo. Včasih si imel take flaške, tako sifonske, ne? Ja. S tem, z gazirano vodo, se pravi, kaj si ti... Ja, kaj sprti to brizgnil si not. A ja, zato je špricar. Ne, tisti je pa, če špricneš not. Drugače. No, kaj pa drugače? Ne, ni drugače. Okay, hvala. Jaz to res nisem vedel. Jaz sem v Cankarjevem domu. Zato sem kle. Ne, pa nikoli nisi imel bankovca s Cankarjem v žepu. Imam pa z Ivano Kobilico, ga imam še zdaj To je zelo povezano, ja. A je? Kako si rekel, s kom z Ivano? Kobilico. Priden. Skoraj mi je rata že nekaj danes. Ja. Recimo, in kaj so še te zgodbe? Ne? Recimo, ena najbolj zanimivih, tole sem najdel v članku Irene Štaudohar, ja, v sobotni prilogi Princ Gore, dajte si, bo spot v zapiskih za tiste, ki boste to poslušali v podcastu, prav, da je, ne, da so se dogajale prave filmske drame. Neko jutro, ko je Cankar sedel pred hišo, je k njemu pristopila 18-letna dijakinja, ga pozdravila in vprašala, kako je kaj spal. Cankar je bil tistega dne slabe volje, zato se mu je zdelo njeno vprašanje predrzno. Odvrnil je, da je prav nič ne briga. Ne? Dekle je bilo zaradi njegove osornosti čisto iz sebe. Začela je jokati, stekla je proti kozovcu, pod češnjo je iz torbice potegnila samokres in se ustrelila v glavo, a jo je k sreči krogla le oplazila. Cankar je prestrašen stekel k njej, ko je videl, da ji ni hudega, jo je nadrl in ji zagrozil, da bo vse povedal njenemu očetu. Dekle pa mu je reklo: gospod Cankar, to sem storila zaradi vas. In je omedlela. V bolnišnico v Ljubljano so jo odpeljali z vozom. Naslednji dan so vsi časopisi poročali o zaljubljenem nespametnem dekletu. Čeprav jaz sem šel pa malo, zadnjič sem po Dalibu brskal, iskal tole pa tako Cankar, samokres, rožnik, je čist preveč bilo nekih zadetkov, pa ponovadi. V različnih člankih, pač, ker je cel Cajtank bil, ne, in sem imel tako da, včasih večkrat uporabljal besedo samokreska danes, no, tako da je bilo res, ne vem zakaj. In tako da ne vem, koliko je zdaj to spet res ali je apokrifno. Kako to vplas? Če se v glavo streliš. Ja, fališ. Ker se ti roka tresen že. Ja, ker je Cankar v tvoji bližini. Ja, drhtiš. Drhtiš in bam, ok, zmenen.
da te oplaska, ki je ferina. Jaz zato mislim, da ni resno. Tako, če lahko to povem. Ker drugače bi A če bi umrla, bi bilo pa res. Blizga. Jaz res nisem, zelo razumem, to mi je zdaj res gledaj, ta špricer sem končno dojel. To mi je, okay. Drugače so slike, mislim, da to je on. Ja. Evo, Anže, to te bom vprašal. Evo, To je definitivno on. Koliko je bil Ivan Cankar star, ko je umrl? Tako izgleda, koliko bi rekel? Zagledam to, koliko je pil. No. 22, ne. Ne vem, kaj, ne vem, 45. Da zblizu, 42. Ja. Ne? A lahko, prosim. To je, temu se reče obup. Ne, drugače pač pri njem je res ta zgodba. Ne? On je umrl dokaj mlad, padel je po štengah, za čemer ponavadi ljudje ne umrejo. Ne? Ampak on je imel Kar je sploh čudno, ker če si pijan in padeš, se ti ponavadi nič ni, ker si mekak. tako je, ampak on je bil mogoče malo bolj trd. Žal, to so pa izkušnje govorile. Okay. Ampak pač preprosto njegovo srce, njegovo psihofizično stanje je bilo tako slabo, da preprosto on je imel srce, ne vem, 60-letnika. In obraz 80-letnika. Melanholično zagledanega 80-letnika. Lej to, no, gup ima to, kaj jih je imel Roza pred 22. Sama pa dober Insta filter, moraš priznati. Ja, to je. Ne, ampak je pa tudi res, da ni bil samo padec, ampak je imel še to smolo, da je še neko gripo faso, ne, se pravi, se je vse naložilo. No, okrog te smrti je kar nekaj spet vprašanj in tako. Njegov prijatelj Alois Krajger ga je pač pregledal in on je zdravnik bil, ne, in on je pač ugotovil ene stvari, ki so jih kasneje sicer spodbijali nekako tako. In okrog tega se je napletla cela neka napol vohunska bedasta štorija, ki verjetno ni niti najmanj resnice, ne, ampak po internetih se pa vali cela teorija zarote, pač glede tega, kdo ga je ubil. To je tako neko, kot obstajajo forume, kjer se ljudje kregajo. Ja, Anže, obstajajo. Ja, tudi pri nas, tudi za Cankarja. In dejansko se ne kregajo, ker so vsi prepričani, da se je to zgodilo. Imaš dva četa, imaš en je 9/11, pa to Cankarja so ubili Srbi. Kar je zelo čudno, glede na stvari, ki jih bomo potem, ko se bomo v zaporu pogovarjali. Pri njem. Mogoče je ena taka zanimiva stvar pri Cankarju, tudi on je bil zelo prepričan v svoj prav in on si v svojih besedilih ni pustil popravljati ničesar. Ne, pač tudi vejce niso smeli spremeniti. Take avtorje imamo uredniki najbolj radi. Ko vzameš, pa daš. To sem jaz, ker so vse vejce prav pač. In dvojine. Ja, come on. In je pa tudi dosti krat ne tako ustvarjal, da je pač vzel predujem, ne, pa je prinesel pa rekel, zdaj pa tlele besedilo, bo kaj je. Je bil tudi po dvakrat, pa kdaj celo trikrat plačan za eno stvar. Ja, veš kako je on je nekje, mislim, da vmes so nekje preštel, on je imel pač tega založnika, Lavoslava Šventnerja, ki mu je na veliko dajal te predujme, na lepe oči. In on je nekje enega leta, zdaj ne vem, kjer ga točno so zračunali, da mu je bil dolžen nekako 12 tekstov, mu je tip že plačal, ne da bi mu on poslal eno vrstico. No. Pa skozi je lagal, ne. Če gremo skozi njegova pisma, to so skozi ene laži. Ja, ravno zdaj sem se usedel, da napišem novo dramo, ampak rabim še en groš, da si kupim špricer in tako. Ja, tako da. Pa klik sem valata naredil, tako da. Ja, tako. To je... jaz se smejem v moji tarok šali. Zato, ker tarok za razliko od tabliča ljudje poznajo. A kdo pozna tablič? Come on. Enkrat, to je drugače najboljša igra, ni važno, da gremo naprej. Enkrat bo eden roko dvignil, presežno. Enkrat bomo vprašal, kdo pozna tablič, mu nekdo roko dvignil. Enkrat. Tako da ja. A gremo počasi na zapore tukaj. Namreč tukaj imamo zdaj nekaj par podatkov, Dragan Matič, nek članek starejši, z nekaj spet z Daliba, vojaški zapor na Ljubljanskem gradu od 15.8.14 do vstopa Italije v Prvo svetovno vojno. Bo tudi v zapiskih. Ne? In sicer grad je dejansko, tle na gradu je bil zapor že prej, v 19. stoletju, vse do potresa leta 1895. Ne? In potem se jim ni splačal glih popravljati in potem je mestna občina grad leta 1905 kupila. To je bilo tudi zelo nekih takih, ne so pač Hribarja, pač kaj boš ti, se mislim, da je bil Hribar takrat že. Mislim, da je bil, ja. Ne, čak, Tavčar bo. Tavčar je bil meni, pa pač kaj boš s tem gradom. Ljudje pravijo Tavčar. Ljudje vejo. In so potem dejansko tukaj naredili neprofitna stanovanja. Kaj? Ja,
Se pravi, to je mesarska. Ja, del gradu so takoj preuredili v zasebna stanovanja, namenjena siromašnim meščanom. Ne? In potem nisem imel nobenih načrtov do prve svetovne vojne. Ne? Tukaj je podatek, recimo, da so zgolj 3000 kron namenjali za grad, ne vem sicer na mesec ali na leto v vsem tem času. Pa so pa ne dali zapor in že prvi dan 15.8.1914 je sem prišlo 507 oseb. Oseb. Ja. Tukaj piše 507 oseb, katero število se je od tega sem še znatno zvišalo. Okay. In med temi so bili pač potem, recimo, ne vem, tukaj imam en seznam teh Slovencev, ki so se med njimi znali, pa zakaj ne, Gregor Žerjav. Vsi poznamo Gregorja Žerjava, ne? Kandidat za advokaturo v Trstu, Slovenec, svoj čas bil en glavnih urednikov iz Beograda, subvencioniranega slovenskega časnika Jutro in je bil v preiskavi zaradi vele izdaje. Ne? Je bil pa on, recimo, on je z Antonom Korošcem potem sodeloval pri Ženevski deklaraciji leta 1918 in je bil po vojni dvakratni minister v liberalni stranki. Ne? Potem je bil Ferdo Vesel, akademski slikar, ker je bil osumljen špionaže. Zakaj? Paste. V mirnem času je večkrat potoval v Srbijo, tudi na povabilo srbskega kralja. Na svojem gradu je sprejemal razne sumljive elemente. Ob aretaciji je bil pri hišni preiskavi najden sledeč material. Kuverta s srbsko znamko. In račun znašajoč 933 kron 10 vinarjev, ki ga je izstavilo ministrstvo v Beogradu. Tip je bil praktično James Bond. Ja. Potem smo imeli tudi take patrone, kot je kolega Harlamo, profesor dr. Karel Oswald, profesor slavistike in klasične filologije, kasneje profesor na univerzi, Milan Plut, izdajatelj in urednik Jutra, in pa se je Ivan Cankar interniran na gradu zaradi tega, ker ga je neka kmetica ovadila, češ da je dajal srbofilske izjave. Interniran od 23.8.14 do 9.10.14, se pravi mesec in pol, ministerski komisiji je Cankar predložil zahtevo po denarni odškodnini, ker da je internacija škodila njegovemu zdravju in je nezmožen za vsako delo. Kaj je imel detoks en mesec? Ja. Ampak preden gremo do tega srbofilskega, on je bil dejansko že prej tudi neki aretiran, tukaj in tukaj, da Aljoša boš povedal, kaj se vidi tukaj, da Sloveniji že žurnalist Ivan Cankar. Ja, on je imel eno zelo znamenito predavanje Slovenci. TEDx dejansko. Dejansko TEDx tistega časa. Mislim, on je takrat veliko potoval, bil je večkrat v Trstu, kjer je večinoma predaval delavstvu in meščanom. In tukaj je imel predavanje Slovenci in Jugoslovani, kjer je med drugim rekel, da je avstrijska diplomacija je bila doslej podobna stari brezobi godrnjavi babnici, ki sedi v zapečku in vrti rožni venec v rokah. Na koncu pa ne bi celo vzkliknil, pustimo to oficialno Avstrijo v njenem lastnem dreku. In pač zaradi tega so Avstrijci postali pozorni nanj. On je sicer bil... Sliši se, da je bil pijan. Če imaš neko tako predavanje, pa diplomacija, da pa na eni točki drek rečeš, po mojem, ne vem. No. Ali je to, ali pa si politik leta 2018. Topical. Okay. Ja, to je tako, kot so današnji tviti, nič posebnega. No? Ampak takrat je pač avstrijski aparat državni postal pozoren na to, čeprav je on pravzaprav za razliko od svojih socialističnih kolegov ni zagovarjal takošne priključitve. Pač tle so ene politične, tako ne vem, koliko bi jaz to utrujal ljudi s tem, ampak skratka... Kar dajmo, ja. Skratka, takrat so se pogovarjali o tem, ali naj se Slovenija in seveda ostali jugoslovanski narodi združijo in vsi so bili za to, da Slovenci pač pozabimo svoj jezik, pozabimo svojo kulturo in se pač gremo v neko mišongo in on je bil seveda drzno in ostro proti temu, je pa bil seveda proti Avstriji, pod tem, da Slovenci še naprej živimo pod Avstrijo in to so mu zamerili. Njega so zaprli za en teden takrat in ko je prišel ven zapora, je Rdeči prapor, to je pač socialistični časopis tistega časa, napisal, da se mu nič ne pozna, da bi se kaj pokesal. No, tako. In zaradi tega so seveda potem to, kar Pižama razlaga, pred prvo svetovno vojno so pa vse te sumljivce, ki so jih kadarkoli imeli zaradi političnih reči, so jih preprosto so jih kar sred večera pobrali in so jih pač preventivno zaprli v zapor. Kaj imaš pa tole na disku, ta prve 3 dele Senc nad Balkanom, greš z nami, srbski elementi. Ne, v resnici je došče si dobil e-mail. Pika, kaj je, Srbija ima, kaj je domena od Srbije? Zdaj ste vsak nekaj rekel, ne? RS. Republika Srbije. Ja, možno je. Okay.
To smo zvedeli. Okay. Kaj pa tale listek? Tudi? No, tle je pa zapisnik tega, kar si ti prej povedal. Ne? Skratka, ena babenca ga je slišala, pa je skozi okno ali nekako. Tebi prosim, bi samo rekel, da babenca je strokovni juristični termin. Ne, to bo kar nekaj da ni derogatorno do žensk. Ja, pa njegova žena je klet. In ga je pač slišala, kako je pač imel prosrbska nagnjenja, karkoli pač že to pomeni. Najbrž je govoril o znamkah, ne vem. A imaš 3 znamke z glavo kralja Aleksandra? Če imaš 3, pa ti glav režejo, to je to. Če imaš samo en pismo, te zaprejo. Ampak, povej. No, in potem se ga pač, se pravi, preventivno zaprli. To je bil v bistvu pravzaprav neki izgovor. Ne? Najbrž je bilo to izsiljeno priznanje, najbrž je bilo to izmišljeno priznanje in so ga pa sam, da so imeli izgovor, da ga pač pripeljajo na grad in ga umaknejo pred pač vojno, kjer so bile pač razmere dokaj napete in James Bondovske. Okay. Ja. Ampak na gradu v zaporu pa ni bilo tako hudo. Ne. Definitivno. Tukaj članek v Jutru je bil posvečen, so objavili Cankarju pa internaciji. Bivajo v prostoru, Viteška dvorana v drugem nadstropju za zahodnega krila gradu, kjer je bilo 75 do 100 jetnikov. Spali so na slamnjačah in bilo je pa takole. Zdaj kot te slamnjače, ker je to ful na komod. Pač. Ja. Kaj hotel? Se pravi, da je bila tik nad lesenimi stopnicami je ozka čumnata. V njej je čumnata, veš. To je so uradno. Okay, ja. V njej je nadstražar korporal 17. pešpolka Franc Vogrič iz Prlekije, ki prodaja vsem zapornikom klobase, mleko, vino, pivo, tropinovec, slivovko, čokolado, cigarete, razglednice, svinčnike, papir, tinto, peresa. Zdaj, ruma ni bilo, tako da to je bilo kar malo več za Ivana. Očitno si je velik del internirancev krajšal čas popivanja. Franc Dobrlet in doktor Medveš in cela njih kompanija pije. Za sobo številka 4 je čumnata, ki spada k njej, tam so pivski bratci. Avtor prav tako nekoliko cinično opisuje, kako se je tudi Ivan Cankar na gradu prekomerno opijanjal. Pred poldne je bil I. Cankar navadno slabe volje. Po obedu se razstaja. Okoli sebe v polkrogu zbira častilce z aliro literatov, bohemov, čop, trošt, poseda na slamnjači, se razgovarja, potem mu kaže: fantje, mojo, in zapojejo, je pa davi slanca pala. To je čustven človek je bil. Kadar mu to zapojejo, ima značilno grajsko masko, oči razširi, zobe stisne, ustne zareži. Večinoma je bil takrat živinjen. Zvečer sledi v zadnji sobici surovo krokanje, kjer on in 5 do 6 pivcev na večer izprazni cel zaboj piva. Drugo jutro je bil genialni naš prevrednotitelj vseh vrednot, če bolj podoben razvalini, in popoldan je spet pričel rasti sentimentalni bršljan. To so te floristične metafore. Fizično je životarjenje na gradu Ivana Cankarja ubijalo, zlasti alkohol. Moralnega, nepokolebljivega prepričanja v našo stvar ni delil z ono živo vero, ki edina zveliča. No, tako je en Airbnb, po mojem. Ja, to je. Sicer so bili potem nekaj tudi, pač, kako da bi bil zelo v slabih razmerah, ampak to so bili kletni prostori, ker on je imel ta VIP treatment. Jaz ne razumem, zakaj on prodajo lahko, a ni tako, da v zaporu, veš, da je bila ta izmenjava, to je v vsakem filmu, jaz ti dam čike, ti mi daš telefon. Ja, tako kot zdaj, ker niso več čiki glavna valuta v ameriških zaporih. Kaj pa je? Nudli, ramen. Dejansko, neki 2 leti nazaj je bilo, da so že... so zamenjali... Ne, resno. Zdaj več ramen nudli, lahko več dobiš v zaporu, kot čiki. Saj škaj, to se zdaj ta, ni več fancy kadit pa to, te po stran gledajo, tudi v zaporu, če kadiš. Ramen nudli, ali? Ja. Če si na dosmrtni ječi, prej umreš, po mojem, to tudi nikoli. Gremo naprej. Gremo naprej. Tole pa še ena slika, da to je pa Hinko narisal, Ivana Cankarja. Grešnika in spokornika, tako se imenuje tale to je tudi Cankar. Oba sta Cankar. Nisem. Drži svoj selfie, vidiš. Zelo ponosno. In to pred sabo nosi, očitno preventivno pred sabo nosi čeberu, kjer ga bo bruhal. Ja, gled, zjutraj ni pil ruma, malo mu želodc. Veš, kako je to, da moraš kruh na tež jesti? Ne, ampak jaz ne vem, meni je grozen, da kadarkoli se kogarkoli lotimo od teh starejših.
Recimo Borisa Pahorja. Ja. Hočem samo reči, da kadarkoli se pogovarjamo, se temu alkoholu dejansko ne da obežati. To kot narod bi se mogli res. Jaz ne vem, jaz upam, da tako na eni točki, ti si zdaj dejansko pisatelj, legitimno si pisatelj, ker imaš eno knjigo. Ja, moj dober kolega, meni je strah, da čez 30 let bo neka okrogla miza, pižama, ne. Do 40 leta super, pol pa, in se bo cela soba ljudi smejala. Veš, ja, kako je pa umrl Štenge, prijatelj, Štenge. In to tekoče. Res je žalosten. Dole so šle, on je pa v neskončnost gor hodil, dokler mu ni umagal. Isto pol akademski. Zaradi lakote je umrl. Akademske kroge, ja, vi ste urednik Cankarjeve založbe, Harlama, od Cankarje že vemo. Oni so imeli pa lift, pa je not ostal. Pritisnemo piko pod Cankarja. Ja. Po moje res. Ja. Dajmo, ker smo dejansko računali, da bomo o Cankarju govorili točno 5 minut, ampak je že to kvedo, da smo podaljšali. Se opravičujem. In namen je bil pa pravzaprav, ko smo se menili za tale dogodek, da meham pogledamo, kdo vse je še kaj ustvarjal v zaporih, oziroma ali pa umetnik, ki je, ni nujno, da je ustvarjal ravno v zaporu, ampak je en del svojega življenja preživel za zapahi, pa ne zdaj tako pusi zločini, kot je utaja davkov, recimo pa Laurent Hill, ne? Ja, ali pa Wesley Snipes. Ja, ampak kaj hujšga. In Anže, zdaj boš ti začel, ne? Tako da, koga imaš? Ja. Okay. To je, kako mu je, zdaj sem že spet, sam mal. Fjodor. Fjodor se reče. Okay, to nisem bil ziher. Ne, Fedor se reče. Ja, Fjodor. Fedor Dostojevski iz Šiške. Jaz mislim, moja punca je nekje klenot, ne vem kje. Mislim, da je na desni. Tam. Ja, okay, zdaj se zdaj veš. Pogreznila se je pod mizo. Ja, resnično zaradi nje sem to zbral, ko ona je ruščino študirala in zna te stvari. Čekam že, kjer je v teh treh je. Tako, zanima me, no? A nisi mogel najti ene fotke, kjer je sam? Jaz sem jo najdel za nalašč. Ne, pusti mi, da tole zblefiram. Ok, dej. Talev. Ja, Talev. Bravo, veš. Aljoša. Sorry. Njega sem zbral v resnici zato, ker sem rekel, enega Rusa moramo imeti. To je ena stvar. Pa zato, ker imava doma original knjigo. Kako original? Kaj je to? Rokopis. Od njega, ali kako? Knjiga je v ruščini, to hočem povedati. Ja. A je to tako prvi natis mogoče? Ne. Mislim, original je samo močna beseda, očitno. On je bil tak, ki mu je žena prepisovala? Ne, ni bil. V glavnem, to je samo izgovor, da pa lahko rečem, da zaradi tega nisem prebral. Ker če bi bila v slovenščini, znaš tega, koliko berem. Jaz dele berem, sploh ne veste. Rekel sem sam, se mi zdi, da ruski pisatelji, pa zapor, pa gulagi, pa Sibirija. Ne, pa alkohol. Mislim, se mi zdi, da je tako skoraj popkulturna referenca je ratala, da če rečeš ruski pisatelj, točno to, ali Sibirija, ali zapor, ali Sibirija in zapor, ali pa alkohol, ali pa Sibirija in zapor in alkohol. Na eni točki še vse. Kdaj je pa bil Dostojevski v zaporu? Prijatelj. Jaz sem to na Wikipediji, sem bral te stvari. Jaz sem dobil ravno kar podatek, da ima ta knjigo tudi v slovenščini doma. In to je bilo mišljeno, da bo najbolj resen podcast. Ja, hvala, Urša. Ne vem, kaj moram zdaj reči. A sploh je bil v zaporu? Fiks je bil, ker so jih... A si na tiket dal? Ne, bral je enega drugega Rusa, ki je bil slab človek takrat za režim. In so ga pol, ne zaradi znamk, taj celo neki bral pa predaval, in so ga pol dali na to prisilno delo, pa še, kar mi je bilo ful všeč, je neka prisilna vojska. Mislim, ful všeč, to je bilo vse slabo. Ampak
Je mogel še v vojski, je mogel biti. Pač prvo zapor, pa vojska. Ampak pa je nazaj prišel, pa je tudi pisal. No, se to smo mogoče... Srečen konc, no. Ja. Srečen konc. To smo mogoče pri Cankarju tudi pozabili. On je bil kasneje tudi v vojski, ne? Pa to pri zelo šibkem zdravju in vse to. Zato si točno analog... A veš, jaz ti hočem sem povezati. Kako dober si to navezal. Pa Brki, ne? Super, pa Brki, ja. To ni imel Brki. No. Ne vem, Josipina Turnograjska. Zato... No, ja, pežal. Malih je pa tudi ona imela. No, zato sem zbral Dostojevskega. Boste pa videli, do filmov prijemo, kaj sem jaz zbral, boste videli, kje je moj nivo. Jaz bi rekel, dokaj visoko na nebu. To je res. Kdo je pol? A to je to. A to je bilo to? Ostajamo pri brkačih. Jaz upam, da ste se kaj naučili. Ja. Po moje več od Wikipedije. No, tale je moj, tole je Vitomil Zupan. On ima kar razborljivo življenje, za katerega bi morali imeti svoj podcast, po moje, tako da ne bom preveč... Vse bomo, kaj Anže videl krat knjigo knjižanc. Ja. Videl je original, po moje, tudi. On je bil nekako, pravzaprav, je že enkrat najprej v mladosti pobegnil pred zaporom, spet so te urbane legende, kjer govori, da je pravzaprav on z nekim kolegom sta igrala rusko ruleto in pač ta kolega je pač zadev, kako naj lepo rečem, pač dobil je glavni dobitek in on je mogel zbežati in pol je dolga leta se preživljal na ladji in tako naprej. Kasneje pa pač po drugi svetovni vojni je bil zelo pač glasen nasprotnik režima in so ga zaprli. Zaprli pa naj bi ga zaradi ene butaste šale. Ne? On je bil enkrat popolnoma pijan. Sami legitimni razlogi. Ja, popolnoma je bil pijan in je klical nekega funkcionarja, pač ne vem, jugoslovanske armije in mu je rekel, da je slišal po tujih radijih, da je Tito odstopil in da je pač sovražnik na meji. Ne? In on z armije je začel pakirati kufre in ljudje so začeli bežati. Panika cela je bila, neki ljudje ne bi se ustavili celo na letališčih in tako in pred mejo in seveda pol so skužili, odkot je prišel ta klic in so Vitomila zaprli. Takrat se je to še dalo resnici, ki je bilo 6 telefonov. Ja, veš, tako. Dobro, da ni še kitare imel, kad bi rekel Maršal je crkne. Aloh je samo eno, samo to, ko si rekel, te klici, ki so mišljeni kot smešni, pa ratajo. Jaz, ki sem delal na radiju študent, to presežem, da je res, ne bom zdaj omenjal imen, kdo je to klical, ne. Je nekdo, jaz sem bil samo v sobi zraven. Prosim zapomnite, jaz sem bil samo zraven, sem se smejal, ampak nisem nič imel s tem. Je nekdo klical iz RŠ-a v Avstralijo, ko je v Avstralijo, to je bilo 2006-2007, ko je v Avstralijo šel na obisk George Bush takrat in je ta človek iz RŠ-a klical zunanje ministrstvo Avstralije, tam neko tajnico dobil. In rekel, da on je pa advanced team od Busha, da če lahko govori pač z ministrom, pa s premijerom. In pa je ona tako, kdo, kva? Pa ta kolega začel, do you have the code? Pa na drugi strani tišina, pa na what code? Ma'am, do you have the code? In že spet tišina. In pa je sam naredil, hang on, pa je sam tup in je dejansko premijer. Premijer Avstralije je dvignil telefon, kdo je bil takrat, in sta imela 5 minut pogovor, kako boš prišel, kam boš šli, kje bo šla karavana, dokler je on skužil, da to nekaj ne štima. To je pa najrešil, tako zgleda, da razgoljene 5 še enkrat, sem v samo sobi. Če kdaj to vam pride... Dovolj za vele izdajo. In smo pač crkali in ta posnetek obstaja. Zdaj, jaz mamam, ne, to je druga zgodba, ampak ta posnetek obstaja. Sem po mojega ni se ga splačalo zapreti, tako je človek delal na RŠ. Koliko nižje pa lahko gre. Že RŠ je dejansko se standard izboljša. Ja, po moje bi zdaj dobil jesti. Hrana je sicer boljša. Tako da... No, kaj sem še hotel. Če smo pri teh telefonskih klicih, moram pa priznati pred Cankarju, da je pa ne jest, ni me bilo zraven. Je bil pa moj brat en od tistih verjetno 5412, ki so, kaj si mulj pa kličeš v Cankarju dom, če Ivan doma. To je ta klasika. Poznaš te klasike, kličeš v Cankarju dom. Ne, klasika je fik fak mafalda. Če kva? Kaj? Come on, ljudje. A ne poznaš te? Tri najbolj smešna imena iz imenika in fik fak mafalda. Fik fak mafalda. Halo, je tam fik fak mafalda? Ptuj. Ptuj, okay. Mislim, da je bil, ne, Štepanc ali Koseze, se pa ne spomnim. Halo, fik fak mafalda, zadel ste, kaj ste zdaj kanto zmeti, dol. To bo 16krat smo to naredili. Amben tega, A zdaj pa nisi bil samo sobe. Ona je vsakič dvignila. Meni je žal za to žensko, ampak to je sploh, ko sem na gimnazijo prišel, ker spoznaš ljudi iz drugih delov Ljubljane, ne.
je bilo tako, fik, vsi so vedeli to. Vsi so rekli, jaz ne vem, kaj te je non-stop zvonil telefon, te ženske. To je vezlo, ja, tako, prav bed. In potem vsakeč neka doktorca je, ki tudi fik se piše, ne vem, kje dela. Vsakeč pa pomislim, upam, da nekaj. Ja, ker je isto ime, ne? Mislim, ka fik se bolj malo se piše, no, upam, res. Ampak fik ima, res pogoogliti, ne vem, se vem, če je kaj na netu. Res smo vsi, že spet. Ta pličin fik ima falda, da osnovno pa over two se temu reče. Okay. No, sorry, sorry, kva? Skratka, on je dost pisal v zaporu, napisal je 60,000 verzov v zaporu in kako je to izgledalo, ker seveda ni smel dobiti papirja in pisala, ker sem mu to prepovedal. Si tetoviral? Ne, iz metle, ki so mi jo dajali v celico zjutraj, da pomedem, sem izpulil debelejši sirek, s podkvico spete sem si odrezal čopek las, iz hlač izpulil nit in napravil čopič. Iz saj in rje z večno mrzlega radiatorja sem zmešal tinto, pisal sem na sekret papir. V tem sem občutil veliko svobodo, upornost in celo nekak up. Potem pa so, ker je imel on tuberkulozo in so ga velikokrat pač peljali na rentgen in tako, v tisti temi, ki jo rabi za rentgen, so pravzapraur izmenjali te njegove rokopise in jih spravili na svobodo preko neke medicinske sestre. Okay. In to je kasneje, pač, mislim, da leta 10 let, mogoče malo več, išlo pač končno v eni knjigi. To je 60,000 verzov, lepo prosim, no. Na sekret papir. Tako. Ja. To je skoraj tako dobro, kot ono moje prej. In pa je Kerouac mislil, kaj je na eno rolco napisal, ne? Sam, ja, ok, pa še sklepam, da UNVC papir je bil ta trd, da si lahko s čopičem gor pisal. Po moje je bil troslojni. Ja. A breskav ali kamilca? O tem pa ne poročajo, za čuda. Niso ga izvohali v glavnem. Ta je še kar Anglija. Ja. Vse to smo imeli vsi v glavi, samo beli rekel, državnic. Pa moj prvi zapornik, Richard Dead, britanski umetnik začetka 19. stoletja, slikar, pri 20 letih sprejet na Akademijo Kraljevo in potem je šel leta 1840 po Bližnjem vzhodu, pa to ne je tudi narisal, to boste videli zelo take lepe slike, ampak je rekel, da vse to, kar je videl, da je bilo malo prehud zanga, očitno ga je, kasneje so to domnevali, da je utrpel en zelo hud primer sončarice, in je pač se mu je začel počasi blest, izgubljati razsodnost, imel je neke nasilne izbruhe in je bil prepričan, da nanj vpliva egipčanski bog Osiris. Najprej sem mislil, da ima ta, da ga je sončarica. Pa so pa zvedeli, da je bog dejansko. Da je malo drugega. No, in potem ga je leta 1843 so ga v domačo nego vzeli in je bil prepričan, pač fiksna ideja, da je njegov oče hudič in ga je ubil in pobegnil v Francijo, kjer so ga takoj prijeli. Super. In poslali nazaj. Prijel se ga pa zato, ker je hotel enega na vlaku fentati. Super. Ja, z britvico. Glede na vas alkoholizem, šele zdaj je ton padel v resnici. No, ampak v glavnem, in potem so ga dali v slavni Bethlehem, se pravi, iz katerega tudi izhaja ta Batmanovski Bedlam. Potem kjer je bila pač ta psihiatrična bolnišnica za ljudi s kriminalnimi obtožbami, ampak tam je pa lahko ustvarjal in dejansko je imel kar nekaj teh skrbnikov, ki so spodbujali njegovo kreativnost in vrgel se je pa v eno stvar, ki se je takrat pa rekel to vilinske podobe, in je risal te neke razne vse podobe vilincev, recimo Tristanja Oberona, vse to. In njegova najbolj slavna slika je pa The Fairy Fellows Masterstroke, kjer imamo, ta slika je tako zelo majhna, to mislim, da je 30x50 cm, izrazito detaljirana in jo je ustvarjal 9 let in kao še ni bila končana. A ni imel službe? Takrat. Ja, ni imel službe, ni imel. In prikazuje nekaj tega vilinskega sekača, ki bo tik pred tem, da razpolovi oreh, ki ga bo potem neka vilinska kraljica uporabila za svojo kočijo, polno je nekih
alegorij na tej sliki, tako da in visi pa v Tateu. In je tako zelo, taka ena najbolj znanih britanskih slik. Si upam trditi, zelo veliko vpliv imela tudi potem na popkulturno ustvarjanje, od tega, da recimo so jo Queenie uporabljali za eno pesem, mislim, da je prav The Fairy Fellers naslov. Mislim, da je tako. Da je do zelo velik pisatelj, recimo dva moja zelo priljubljena, Terry Pratchett je uporabil kot en motiv v The Wifry Man, Robert Rankin jo je pa v The Witches of Chiswick prav izbral kot nekdo v prihodnosti digitalizirajo slike za muzej in ugotovi, da je na tej sliki tako, da ima nekdo od teh vilinskih likov na roki narisano digitalno uro. Ja, in potem pelje v nek ta steampunkovski svet. Tako da Richard Dead. Okay. Po moje Peter Jackson že snema trilogijo po tej sliki. Ja. Zdaj imamo tako, načeloma moramo, da je na sedmih ali malce snehati. Okay. Zdaj, a gremo na filme? Ne, kar gremo tega omeniti. Vse bomo na kratko. Jaz tega recimo nisem vedel, ta je moj. Vem pa, kdo je. Tako da. Ne, res. Jaz sem pač googlal, ker sem se za to pripravljal, kot ste videli, ful. Ne, res sem googlal in sem pač dal, ne vem, creators that have been in jail. In pol sem najdel, Paul McCartney je bil v zaporu, ampak pa jaz to pižamcu povem, pa reče, na Japonskem zaradi trave, ne, pa jaz, v Nemčiji zaradi požara. Požiga. Zaradi požiga in očitno je bil model dvakrat v zaporu, kar je kar... Tlej se vidi, da je za travo, zato ker ni imel kolesa pa ruzaka. A res, ta šala še pali. Res, leta 2018. Kdo ni razumel te šale? Pa prosim, kdo ni razumel te šale? Tisti, ki ve, kdo je fik-fak mafalda. Wow. To ne bo umrl. Sploh niso zašvicali. Tako kot ti zdaj. Ne, to se mi je pa res del, mislim, od vsega tega jaz nisem, ker njega ima pa res, saj jaz ga imam kot te dobrega bitla, ne? Kot un človek, ki res v življenju ni nikoli nič naredil. Še z vegetarijanko se je poročil. Jaz sem eno povezavo z njim, v resnici. A ste ga klicali z Radio Študent? To je bilo cool, drugač. Ne, ampak kako je bila ime Heather Mills, to je bila njegova punca, je smučala v Kranjski gori. Ne? Ta zgodba ima point. Njegova punca, Heather Mills, je smučala v Kranjski gori in jo je tam učil jugoslavski instruktor Miloš, ne, ki je bil pa moj prefok za telovadbo na Poljanah. Pač presežem. In to se je pol tako in pol. To sta tudi Grisov in že Tomič. Jaz sem McCartneyjem kole. Hoče ne, že najbolj bizarno je bilo pa to, da, jaz ne vem, zakaj se to govori, ampak se ne, v glavnem, najbolj bizarno je bilo pa to, da po šoli, ne, na Polata gimnazija, se je pa širil, da je on bil s Klaudijo Šifrer. Šifrer. Kako je pa, a ni? Šifrer. Šifrer, ne, to je unka poje. Kaj je bila ona? Šifrer. Šifrer je res, prijatelji pa to. Ne, to govoril se je pa na šoli, da je bil z manekenjem, ki smo mi rekli, Miloš, strti pa nis. Pa sem pa zvedel, da je dejansko bila to Heather Mills. Ne vem, sicer, da ona je brez noge, tako ne vem, ko je smučala, ampak se da. Tako da, to je moj Paul McCartney. Wow. Naprej. Ja. No, to je Stephen Fry. Absolutno Stephen Fry. Tudi po življenjski zgodbi zelo podobna. Skratka, gre za Oscarja, bom povedal njegovo celo ime, Oscarja Fingala O'Flahertyja Willsa Wilda. To si jezik naredi ene 3 kozolce vmes. Mislim, da Oscarja Wilda vsi poznamo po tem, ker pač preprosto po teh enovrstičnicah, ki bi bili danes izjemni tviti. Recimo on že pozna. Ja, ne, ok, Wilda pa poznam. No, dej, en citat. Ne, citata, to zdaj že preveč. Ne, sam jaz sem, je pa res, da sem ta, kaj je, Tale of Two Cities, ne? Ne, to je pa Charles Dickens. Skor! Pa se to je tam. Ja, Picture of Dorian Gray. Pa The Portraits of King Ernest. A on je Dorian Salome. Gray. On je to napisal, to je una slika, ki neki se ne stara. Je to? Ja. Neki pa vem. Ne, ravno slika se stara. Slika se stara, človek se ne stara. Tako je. Ja. To pa vem, zato ker sem gledal film League of Extraordinary Gentlemen s Seanom Conneryjem. Ta človek tam igra, je una slika tam. Ja, ne, res. Kudos za tole, res. Zato to
vem. Okay. Jaz sem mislil, da zdaj sam, da ti v primerjavi z Godlerjem izpadaš neuk, sorry. Moji interesi so drugi, ampak. A me ne boš pohvalil za uporabo besede neuk? Ne. Lepa. Lepa, ja. Jaz sem še kar pač pricaril, če sem čisto iskren. Ja, no, dej povej še kaj. No, skratka, njegov en najbolj slavnih, ki ti bo mogoče danes malo pomagal, je, ženske so zato, da jih ljubimo, ne razumemo. Okay. A pa edina stvar hujša od te, da govorijo o tebi, je to, da ne govorijo o tebi. Tako je. In čakal te bom celo življenje, če ne boš predolg. Hvala, Ljoša. Skratka, njegova štorija je pravzaprav nekako tako haha, ker pravzaprav neka ženska ga je obtožila homoseksualnih odnosov, ne? In on je potem je šel njo tožiti, češ da izpodbijal to in potem so mu seveda dokazali, da je res in so ga zaradi tega zaprli. Ne? Tako da to je ena taka anekdota. To vem, zaradi Fraja to vem, da je bil zaprt. Čak, kdo je bil zdaj zaprt? Veš, da je bil Wild zaprt? Wild je bil zaprt, ja. Dobro. No in to bo, mislim, da je to, pustimo, ostanemo pri tem, pa gremo kar naprej, ker smo malo ljudi. Ja, res cajt nas. Ja. Gremo, full zgodovino, François Villon, 15. stoletje. Ja. Ja. Anže ima doma original. Ja. Na ljubju z enega francoskega hrasta. Čigar deblo so uporabili za vešala. Zakaj si izbral take, ki nimajo nič filmov? Jaz sem začel brati, res. Se pa več pižama družam. François Villon je bil tudi zelo tak zanimiv lik, veliko krat v zaporu, malo se je štihal, malo je kradel. Bil je pa po svoje tudi zanimiv lik, ker je eno temeljiteljev sodobne francoske poezije, dejansko več tega preklopa iz neke te srednjeveške trubadurske naprej. In je bil pa tudi član bande školkarjev, slipa ljudje, ki so se dali te pokrovače, ne, svetega Jakoba in so se pretvarjali, da so oni, jaz sem pa ubogi Romar, ki gre peš v Compostelo, ne, in so se pridružili Romarjem in jih malo pokradali stvari. Naprej, zelo veliko pesmi zapisanih v argoju, tudi se pravi v tem nekem čistihovem jeziku in pri nas. In dve super stvari, zelo dolgi, mali in veliki testament, sta pa dejansko se danes jih bereš kot nek reperski dis. Dejansko celo sceno od nekih teh vladarjev do meščanov tistega časa v njih tako si privošči in to zelo dobro, zelo duhovito. Mogoče najbolj znana njegova je pa ta balada o obešencih. Menard jo je prevajal, pa jo bomo dali v zapiske, ne bomo zdaj brali. Tako da bom že pregoril. No, ja, to je pa Barack Obama. Ne, to sem pa gledal sem ta film Invictus. A ni to v rugbiju? V rugbiju. Ampak ga Morgan Freeman, kar zdaj ni več toliko ok, glede na to, kaj se Morganu Freemanu ve, ne? To je tudi hashtag MeToo. Ampak ne, Mandela pač, meni je bil on sam, jaz sem njega res zelo, zelo naključno spoznal, pač čisti sporočila. Spoznal? Kaj pa ti tukaj, a si v Kranjski gori na smučanju? A tebe je tudi Miloš učil? Ne, da bi Nelson Mandela v Kranjski smučal, bilo vakčar. Ali pa da kličeš fik, fak, mafaldo, pa so on jav, ker spališ eno cifro. Ne, jaz imam sam neko obsesijo, ker za ene stvari zvem, pa grem te dokumentarce gledati, pa sem pač gledal ta zapor, ta zapor, kjer je pa on bil, res nočem, mislim tako, ti pa res vidiš, da je bila groza, se mi zdi, te goli otoki pri nas, pa to, no. Pa to je bilo ta prvič, da sem vedel, da neka država, ki imaš nek občutek, kjer je bilo grozena, ne, ampak da pol eden, ki je bil zaprt, pol pride ven, pa ta predsednik. Pa zanimivo, to je od Rikija Gervaisa joke, pol se loč. Nekog cajta je bil v zaporu, žena ga je ful čakala, pa je vam bržo sta pa nehala, kar je, ne vem, kako to zgleda, ampak okej. Ampak ne, pri njemu mi je bilo pa res, ko sem rekel, če že treba koga, da bom vsaj enega imel, bližen normalnega za moje pojme. Mi je bilo pa res, ker sem pogledal par v bistvu dokumentarcev, ki hodijo po temu zaporu. Pač res je, pač kičaste, kaj se je takrat dogajalo. Pa jaz sem imel zmeram neko idejo iti v pač, Južno Afriko. Pa... Na koncert od The Antwoord. Ja, The Antwoord pa to. Ne, ampak je, mislim, tako mene pač zanimivo mi je, kaj vse se je s to državo dogajalo, pa cel ta proces, ki je šla česa, ne.
ki je pol apartheid padel, pa sploh z njim. On je pa res tako, on je cool mi je. No? Tako kot človek, ki je pač res, ta zgodba od zapora do predsednika, no, res Ne, No, super, sej, to imamo tudi v Sloveniji. to je. Ja. No, ampak treba je priznati, da so zdaj izpadla midva kar tako, kaj je na komika, Anže Ja, pa tako, ne, Nelson Anže pa Mandela. resno, ja. Samo enega lepo. moram- Ampak kaj pa napisal? Ja. Zdaj. Ne, on ima te, kaj je pisma za ne, kako so? Goddammit, pa sem si prebral. Tale of Two Cities. Ja, tako, exactly. Ampak sem hotel imeti enega, ki saj nekaj pomeni. Če nisem McCartney, ok, zdaj nisem bilo weird, ampak ja, to. Gremo. No, to bi pa mogoče Anže, a poznaš Karla Maja? Tako kot Karl Marx, sam da ni toliko kapitala, pa več indijancev. Ja. Že po Boga je več, če je Y, ne? Ja. Če, ne. Vine tuje nisi nikoli bral, pa teh indijanov. Moj stric ga je bral. O moj bog. Ne originala, fotokopije. Jaz imam strica Milana, ki je full fan Vinetuja. Super, ampak to ne pomeni, da si ti bral. Ne, to je res. Ampak stric ga je pa kar parkrat. Je res full fan Vinetuja. Tako da. Ja. Ja, snemali so ga na Hrvaškem dosta Vinetuje, tiste ta originalne iz 70-ih ali 60-ih ali skerih jih. Se zdaj pa tudi meni se zdi A res, nek to nisem? srbski igralec ali neki tazi, da je v eni vlogi, nekaj z področja bivše Meni se Jugoslavije. zdi, ti filmi niso baš neki, ne vem kak biser, Ja, neko film od kinematografije. Jackija Chena, ki je postojni sneman. Ne? Ja, No. God. To pa ne. Armor of God. Armor of God, Ne, v redu, kjer se v je redu. zlomil, da so morali V redu, prekiniti ne. snemanje za par mesecev. Pa Tomič leti z referenco, pa nič. No, skratka, Karl May je bil pa en tak pač, dokaj zanimiv človek, odraščal je pač v revni familiji, parkrat so ga zaprli zaradi kraj, potem je veliko tudi lagal, impresioniral je policiste in tako naprej in na koncu se je poboljšal v zaporu, pravzaprav poboljšal v navednicah, kjer je nekako veliko bral potopise, veliko je gledal zemljevide, veliko se je učil in ko je prišel v zapora, je pravzaprav napisal vse te indijanarice, in jih je toliko prepričljivo napisal, da so nekateri ljudje res mislili, da je bil tam in da se mu je to zgodilo. In on je veliko, kot je na tej fotki, veliko je poziral pač tako s puško, češ, da je on v resnici Old Shatterhand, da je v resnici poznal Vinetuja, da je v resnici potoval po divjem zahodu in po Turčiji in pač zaradi tega je imel tudi pol večkrat probleme, ker so ga hoteli zapreti, pač, ker je češ, da njegove knjige, da so čista laž in tako naprej. Ampak meni je pravzaprav to ko ena metafora za moč domišljije. Človek, ki ni bil nikoli v teh krajih, pa je toliko napisal, toliko prepričljivo je opisoval Indijance in pokrajino, da jaz kot mulj sem popolnoma verjel, no, da se je to v resnici zgodilo. Moj stric to gleda. Ja, jaz moram tle priznati, meni je babica kupila celo zbirko, ampak je nikoli nisem prebral. To je- Uno ta zeleno, ta lepa. Ja, to je lepo. Ej, a lahko en dead joke prijavim? Dej, kako ime najbolj pijanmu Indijancev? Vinjentu. Vse sem rekel, da je dead joke. Ja, te je kar je. Ja, moramo, ne, moramo. Ja. Če imamo zapor, moramo reperje in mislim, da Tupac je bil v zaporu pravzaprav še skoraj za enega teh najbolj nedolžnih stvari. Mislim, najbolj nedolžnih, pač ni nobenega ubil. Kateri reperi, neki eni so zaradi kanibalizma noter, pa ne vem kaj vse tako že Vsi so rečeš. bili ustreljeni na eni točki. Ja, vsi so bili na neki točki in imel pa je, ja, dejansko, mislim, bil pa je pač spolno nadlegovanje. No. Je bil zločin, dobil so ga pa pravzaprav, ker je nepravilno prečkal cesto in se, jaywalking pa še. Zdaj te imamo, ja. El Capone. Ja. Zdaj te imamo, je bil pa on dejansko prvi glasbenik, ki je imel ploščo, se pravi album na Billboard 200 na prvem mestu, medtem ko je bil v zaporu. Prvi. Ja. Ne edini. Ne, ampak prvi, ki je bil ta Me Against the World, ki je bil že prej, pa sem pa itak noter je pa začel pol brati Machiavellija v zaporu, ne, in je sicer kao napisal samo en komad noter, ne bi bilo ta My Ambitions as a Rider, ki so ga pred, mislim, 2 leti, 3 so ga prodali pol celo na dražbi. To pa je original. Ja, to pa je original. In ampak tako, da je pa se navlekel na Machiavellija in pisal te Don Illuminati, The 7 Day Theory, pa to in pa ni bil več dolg.
Evo, tega limonada, zato je ta scena tako močna. To nisem vedel. Aha, zdaj pa gremo na filme Tako. in čisto na hitro malo priporočila filmov oziroma serij, ki se dogajajo v zaporu. Nismo hoteli knjig več tele omenjati, ker pa. Tole je pa Lock Up. Slab film, ampak za pogled. To je res je. To je Sylvester Stallone, jaz Sylvester Stallone kar spremljam, moram reči, ker on je dejansko dobil pač praktično Oscarja za Rockija. In on je bil na eni točki, hotel biti resen filmar, on je bil sam ta Rambo, pa ki se strela, pa ubija ljudi. Ne? In njegovi filmi imajo zmeraj dejansko proba imeti neko resno noto. Ne? In klej je on nek zapornik, ki je v minimum security zaporu, in potem ga nek warden, ki ga igra pa Kiefer, kako fotor je Donald Sutherland, tako ja. Donald Sutherland je en mojih herojev, ameriških igralcev, ki je res model z najbolj grozno igro, ki sem jo jaz videl Donalda Sutherlanda. Ga pa spravi v maximum security prison in potem se tam noter stvari dogajajo. Res izjemno slab film iz 80-ih, ki ga lahko gledaš. To so te dobri, slabi filmi. Če ga primerjaš s tem Will Ferrell, Kevin Hart, ki trenira Willa Ferrella za zapor. Ne, ti si grozen, to je pa tako, da gledaš, le kva so delali, za denar so dali, za tako res fulje. Res se splača pogledati. Pa big budget, pa zapor je orang, pa tako, res dober. Stallone ima že tak zapor se rečeš, tle bi pa bil. Ja. Res, tako prav drama je. Pa ne vem, koliko ljudi je to videlo. Mislim, da sem ga lani enkrat na eni televiziji sem ga po nesreč ujel po noči. Sem ga že spet, ne morem reči, zato je to dober. To je tako, od Stallone, ne vem, če poznate, on ima dejansko en film, kjer polaga roke. Cel film je to, on polaga roke, tako mu je polaganju rok. Ne, ti si slab, to je boljška over the top, ampak super, pa je v zaporu, pa sem rekel, nam tega priporočam. Res pogledajte, no, res ne zabavam se, to je tudi tako, ko vidiš, kva so Američani delali, ko je bilo preveč denarja v Hollywoodu, res dobro. No. Ok, jaz bom pa šel čez veliko lužo nazaj na evropsko stran, v Britanijo, The Prisoner, ne, mislim, da je bilo to kar očitno, glede na tematiko. Iz 70-ih, če se ne motim, serija. Konc 60-ih, je pa bivši skrivni agent, ki zapusti službo in potem pakira, ki hoče zapustiti državo in ga nek plinomami in ki se zbudi je v neki vasi. In imena ne omenjajo, skozi je number 6, on je številka 6, vas vodi številka 2 in potem pač on išče identiteto, skuša pobegati, naratamo zelo tako malo psihadelično, pa poigrava se predvsem s tem z pojmi, idejami individualizma, pa to pa tako, tripi barve. To je presenetljivo lepo narejen, glede na to, da so mislim, tako, kar so Angleži takrat delali. Pa zadnji del te serije, to je Lost, zadnji del Lost pred Lostom je to pač. To je zadnji del serije, pa tok nekaj najbolj norega, kar lahko vidiš na TV. Sam polarnih medvedov ni. Sam polarnih medvedov ni. No, tole je pa moja stvar, to je pa Cool Hand Luke z Paulom Newmanom. Tudi en tak uporniški film, dokaj podoben unmu s Sylvestrom Stallonom. Tam, sem mal boljš. To je dober film. Tako je, pač njega zaprejo, kot pač v pijavnosti naredi neko neumnost in ga zaprejo in on je tako zelo free spirit, upornik in tako in pol ga to v zaporu začne pač zmer bolj točiti, ne. On gre na neko tekmovanje, ker poje 50 jajc, mislim, da trdo kuhanih, pač ki stavijo, da jih ne more in on vse tisto požre. A pa je premel čaj z rumom? Ali? Mislim, da ni čaj. V tem zaporu ne, to je vseeno Jugoslavija oziroma bivša Avstro-Ogrska bila malo bolj tako lusena. Liberalna. Malo bolj liberalna, ja. Skratka, tako pa nek boksarski meč in tako in na koncu ga pač v tem zaporu popolnoma zlomijo njegovega duha, ker mora kopati jamo in jo spet zakopati in spet odkopati in spet zakopati, dokler se pač ne zruši. Na koncu pa pobegne in umre. Tako da, hvala za spoiler. Ja, nekaj. Ja. Poglejte. Ja, poglejte. Mogoče bo zdaj preživel. Ja. Mogoče neučutno kopijo z Imjula. Zelo vesel film, skratka. Jaz o Stallonu nisem nič rekel. Ja, boljš, da tudi o tem ne. To je pa najboljši zaporniški film v zgodovini filmov. To je tok dober film. Shawshank Redemption. Shawshank Redemption noben od nas ni zbral, ker smo vsi mislili, da ga bo en drug zbral. Ampak to je mogoče najboljši zaporniški film. Ne samo zato, ker je zapor v zraku, ne? S tem še se začne. A kdo kle ni gledal Conera? Res, dajte. To je pa preveč ljudi, 4.
Kva, kje živite? To je kuška fikfak. Ne res, to je jaz. Kako ne je pa tudi fikfak Mafalda gledala. Ja. In med ogledom so jo 6-krat zmotili po telefonu. Jaz mislim, da Nicolas Cage je dejansko naredil, jaz si upam reči, naredil je 3 dobre filme. 3 dobre filme. Eden je Living Las Vegas, ki je res izjemen film. Pa Raising Arizona. Ok, 4 dobre filme. Raising Arizona je tudi v redu. Njegov najboljši film je Adaptation, če tega niste gledali od Spikea Jonesa. To je pa tako smešno dober, to pa res brez zabance. To je tako dober, da je kičast. Adaptation, ampak na prvem mestu je pa Con Air. To je pa, jaz sem ta film videl že res 87krat po moje, še zmeram je ok. Kar je 88krat več, kot si prebral kaj od Dostojevskega. Okay. Čak, zdaj vem, da je doma slovenščina. V glavnem, Ampak ni na Kindlu, ne tako da ne boš bral. Ja, to moče res. V glavnem, Con Air je res, to je pa, aj kaj slabega v tem filmu? Jaz mislim, da ne. Tako da, okay. Ja, neč. Aloh, jaz vprašam, že spet, da nekdo roka, a kdo ve, kaj je ta film? Ker to je pižama zbral, a kdo ve, kaj je ta film? Ker sem stavil z njim, naprej sem začel, da Ben ne bo vedel, kaj je ta film. A kdo ve, kaj je ta film? Evo, okay. CB4, Cell Block 4. Se pravi, ne dogaja se glih veliko časa v zaporu, ampak ima naslov zaporniški, ne, po enem bloku zapora. Chris Rock v eni zgodnejših vlog, gre pa za dejansko neko repersko varianto filma The Spinal Tap, kjer Gastov, ki ga igra Charlie Murphy, ne, se pravi, brat, ki ni Eddie, in ki ga je folk spoznal zares šele, ki je bil v Šapelu, je gangster. In ko gre sedeti, ko lepo po repersko povedano, začuzi, ne, on prevzame, Chris Rock, njegov lik prevzame njegovo identiteto in potem si on, ne, pa še njegova 2 kolega dajo imena, on je MC Gustov, kolega sta pa Dead Mike pa Stab Master Arson, ne, to so res taka huda, zajebana reperska imena in začnejo furati, da so oni neki hudi gangsteri, ne, in jim rata, založba, vse uspevajo, ampak potem pa ta pride ven iz zapora in je malo štala. Vsi umrejo, ne, se ne. Ne, jaz sem ta film, to sem pa videl, ne. To je kar slabo, resnico. Ampak ja, meni je ok, ampak mislim, da ti mora biti rap všeč. Tako bom rekel. Ja. Če ima pa repni že pa od teh glasbenih, gledajte, Don't Stop Never Stopping, Popstar. Ja, Popstar, to je pa res. Aha, okay. Aljoša, a tu pa je nekaj to je pa resno priporočilo. Ja. To je pa zdaj dokaj sveža serija Castle Rock, snimajo pravzaprav po zgodbah Stephena Kinga in pač Castle Rock je tako eno mesto, kjer se pravzaprav ne bi dogajale vse te njegove štorije. V prvi sezoni sem zbral ravno zaradi tega, ker je not Shawshank Redemption, skratka Shawshank, zapor, kjer najdejo nekega človeka, za katerega ne vejo, nekega zapornika, pač v kleti zapora, v neki posebni kletki, najdejo enega človeka, ki je zaprt not že ne vem koliko let in ugotovijo, da se sploh ni staral in da nimajo nobene kartoteke od tega modela. Potem se pač ta zgodba razvije, kdo ta človek je in ne vem kaj, meni je bila prva sezona tako, pač ne bom rekel, da sem ravno jokal od navdušenja, ampak recimo vse 2-3 dele igra Sissy Spacek recimo notor in del, kjer pokaže pravzaprav, kako je njena Alzheimerjeva kot neka časovna kapsula oziroma nek časovni stroj, ki njo meče z različnih časov pa v različne trenutke, to je pač nekaj najboljšega, kar je bilo letos. To sem slišal, da ena epizoda je neverjetna, jaz sem to slišal. Mislim, konec je pa tako, na koncu si pa rečeš, ja. Okay. Zdaj, če primerjaš na lestvici od grozote od Stephen King's Kingdom Hospital do Under the Dome. A je kje vmes ali je... Ne, jaz bi rekel, da je vseeno malo boljšno. Da je to po moje... Jaz sem vrgel, vsi, ki poslušate te podcaste, vejo, da Under the Dome je una stvar, ki sem jaz vrgel en let stran, ker sem pričakoval, se zdaj pa bo neki, se zdaj pa imajo nek master plan zadaj, ne, jebeni metulčki. Alieni. Da ne govorimo o The Kingdom Hospital in fucking mravlinčarju. Jaz hočem punčke v formaldehidu, tako je lepo, ki jih je danes kot trier delal. Jaz to hočem. Ne pa, jaz sem pa mravlinčar, pa bom govoril s tabo, pa predstavljam Jezusa. Kva je zdaj model? No ja, ampak od trierja je ti se dobro. Ne, Kingdom Hospital je... Super. Quick round, jaz moram zdaj povedati, ker mi je ravno kar žena poslala, da smo amateri. Ker jaz tega filma nisem povedal, ker sem mislil, da ga kdo odvaja. Papillon.
Papilon. Ja, no, Ki bo zdaj remake, ki bo full dobro. Most na reki Kvaj, ne, to so tudi... Ja. Mim grede Anže Metule tudi knjiga. Dajmo na meči še ti par idejc. Ti si jih imel na par še. Veš kaj, Zahar Prilepin in njegov samostanje, knjiga, ki je išla pri Cankarjevi založbi. In avtor pride za knjižni sejem v Slovenijo in pač tam se dogaja v enem gulagu, kar je že Anže tako lepo razložil, kako je to v Rusiji. Ja. Potem... Pa niso po sabo tudi kakšno knjigo v ruščini. Ja. Originalu. Escape from New York and LA, to je pač s Kurtom Russlom. To je klasika. Če si dinozaver, ne, če se definiraš kot dinozaver, identificiraš kot dinozaver, je tudi Jurski park dejansko film o zaporu. To je tudi res, ja. Ko jagenčke obmoknejo, skratka je tudi film o zaporu, ki se dogaja predvsej v zaporu. Jaz bi pa Orange is the New Black? Orange, ja, tega je Oz, recimo. V Wiru so bili tudi. Jaz imam en resen predlog, če slučajno kdo ni gledal. The Way Back je pa iz 2010 film od Petera Weira, ne vem, ko se mu reče. Vej. To je ta človek, ki je Truman Show naredil, pa Master and Commanderja. No? In naredil en film, ki dejansko iz Gulaga, eni pač hodijo čez celo Rus. Muppets tudi, The Most Wanted se tudi v Gulagu dogaja. Delno. Hvala za Muppets reference. To pa mislim, da je film, ki ga meni videl, pa je meni zelo všeč. A Muppets 2? The Way Back. To je po moje to, ne? Zdaj bomo pa... To je to. Najlepša hvala, ker ste bili z nami. Zdaj boste slišali podcast Odpoved. Odpoved, ja. Podcast podrobnosti lahko poslušate na mreži Aparatus, najdete nas na aparatus.si. Na Twitterjih smo aparatus.si in na podrobnosti /si. Najdete nas tudi na Facebooku aparatus.si in pa Aparatus legitimna FB skupina in pa seveda ta podcast je v bivši ječi. Podpri.si. Hvala. Tako da ja, če ste danes semle upadli, ne da bi vedeli, kaj so te podcasti, pejte poslušati. Midva z Anžetom delava podrobnosti, Anže dela pol še Aparatus, ki so intervjuji skupaj z Juretom Godlerjem, z Vojvodo Salzburškim, Solnograjskim dela ta podcast, ki se mu kako reče, nekaj dela, ta opazovalnica. Aljošo pa dobite še v podcastu Obot, ki ga delajo skupaj on, Mito in Igor in je pa zelo nišna zadeva o Hvala, pižama, dej prodaj jim to. Ampak ne, zato se splača, ker nimaš veliko takih vsebin v slovenščini, dejansko pač znanstvena fantastika, fantazija in jaz moram priznati, sicer me bojo preganjali zaradi tega kazenska, ampak prvič, da tako 1 uro poslušam 3 Štajerce govoriti, pa da pametno izpade. A to je to? Ja. To je to. Tam na začetku sem mislil, da boš naslednji naš gost, ampak tako nekje vmes sem si premislil. Drugač pa ja, ful hvala, ki ste prišli. To je to, v resnici. Tole je bilo pa zanimivo poslušati po enem letu in se spomniti, kaj vse smo govorili. Jaz sem sebe kar parkrat presenetil, že tudi ti si me parkrat presenetil. Danes mogoče že celo bolj kot pred enim letom, tako da hvala. Ej, če kaj vem veliko Cankarjev. Jaz upam, da veš veliko tudi o Habsburžanih in pa gradovih, ker moramo zdaj še enkrat povabiti vse naše poslušalke in poslušalce, oziroma oba. 17.10. na grad, kjer bomo skupaj z Romanom Vučankom govorili o Habsburžanih in sem tak bil rekel, kot bi imel neko to Habsburško čeljust, pa bi se mi zadela gor v nos. In potem še 14.11. ob 6. kjer bomo s Hano Stupico govorili o Ljubljanskem gradu in še vseh drugih mogočih gradovih, mogoče tudi o tistih v oblakih. To je več ali manj to. Ja, jaz sem počakal zdaj šalo na oblačno hranjenje, pa to pa nisi. Ne, sam hotel sem povedati, da že spet 2 temi, Habsburžani, gradovi, tam sem domač, zato me kličejo. Seveda. In če vam ni dovolj tega, pejte na internet, poiščite nas aparatus.si, smo tudi na Facebooku, ker smo aparatus.si in pa Aparatus legitimna FB skupina, tam dajte kakšne frišne memete narediti o Cankarju, prosim, rabimo jih, pozabili smo na njega zdaj, ker že en let od te obletnice njegove smrti, tako da dajte metke o Cankarju, sicer pa na Twitterju smo @aparatus _si in pa tudi @podrobnosti _si in pa ta podcast je bil edini, ki ni zatajil svoje matere. Podpri.si. Hvala.
Okay, zdaj pa, ker ni Bokija, bova samo rekla adijo. Jaz rečem adijo in ti rečeš. Pa ne za večno. Okay, to mi je všeč.